Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka in danes sem za vas pripravila malce drugače nastavljen trening za roke. Vajo bomo namreč izvajali unilateralno, kar pomeni, da vajo izvajamo z eno roko in tako poskrbimo za simetrijo telesa. Pri vajah bomo v večini klečali, lahko pa jih izvajate sede ali stoje. Če ste začetnik, nedvomno priporočam sede. Pa se kar pripravimo za prvo vajo, single arm shoulder press oziroma potisk nad glavo. Predlagam, da pričnete s šibkejšo roko in v naslednjem intervalu nadaljujete z močnejšo. V eno roko pograbite utež in jo dvignite do višine ramen, medtem ko drugo položite na bok ali iztegnite lateralno od telesa. Utež z izdihom potisnite nad glavo in z vdihom nato počasi pokrčite ter spustite v začetni položaj za vnovično ponovitev. Ohranjajte nevtralni položaj hrbtenice in napete trebušne mišice. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi le zamenjamo roko in nadaljujemo z enako vajo potiska nad glavo. Ta sestavljena vaja je bistvenega pomena za izgradnjo moči. Če boste pri vaji stali, boste zraven aktivno vključili trebušne mišice, kar bo izpopolnilo držo in stabilnost. Poskrbite, da je vaša hrbtenica v nevtralnem položaju in jedro trdno. Sledi drugi par našega treninga in sicer vaja Arnold Press, poimenovana po legendarnem bodybuilderju Arnoldu Schwarzeneggerju. Če uporabljate klop, si jo nastavite pod kot 90 stopinj. Med izvedbo ves čas vzdržujte zravnano hrbtenico. Če uporabljate klop, se s hrbtom naslonite nanjo in konstantno vzdržujte napete trebušne mišice. V roko pograbite utež in jo držite pred seboj z dlanmi obrnjene proti vam. Z izdihom zavrtite dlan, dvignite utež tako, da bodo dlani gledale proč od vas. Z vdihom odvrtite, spustite nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Prsni koš medtem držite odprt, tako da bodo lopatice potisnjene naprej in pri tem stisnite trebušne mišice. Sedaj sledi pavza, po pavzi samo preložimo utež v drugo roko in nadaljujemo z enako vajo. Vajo običajno izvajamo sede, saj s tem manj obremenimo križ. Seveda lahko tudi stojite, kar bo toliko bolj aktiviralo zgornji del hrbta in osrednje mišice telesa. Uporabite uteži, ki niso pretežke, saj boste lažje vrteli v dlani. Fantastična vaja, ki obdela celotno ramensko mišico, previdnost le pri izvedbi, saj lahko hitro poškodujete rotatorno manšeto. Zato je še toliko bolj ključna pravilna izvedba. Sledi že tretji par, ki ga bomo napravili v dveh intervalih in sicer vaja lateral rise oziroma odmik roke na stran. Pri vaji lahko ponovno stojimo, sedimo ali klečimo. Dlani, v kateri držite utež, naj bo obrnjena proti telesu, komolec pa ohranjajte rahlo pokrčen. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Pri dvigu roke na stran izdihnemo ter dvignemo do višine ramen. Z vdihom se počasi vrnite nazaj v začetni položaj, nikar ne dopustite, da vam roka takoj omahne nazaj. Dvig naj bo malenkost hitrejši od spusta. Dihajte skladno s gibanjem, dih sledi v fazi spusta, izdih pa pri dvigu.
Sedaj sledi pavza, po pavzi le zamenjamo roko in nadaljujemo z enakim gibanjem. Zagotovite nevtralni položaj hrbtenice in napete trebušne mišice, pri tem pa naj bo prsni koš odprt. V komolcih ohranjajte rahel pogib, ko dvignete utež do višine ramen, jo nato počasi spustite nazaj v začetni položaj. Pri tem pa seveda pazite na mirnost telesa. Pred nami je že četrta vaja, ki jo bomo izvajali v dveh intervalih, imenovana front rises oziroma odmik roke naprej z nevtralnim oprijemom. Še vedno ostajamo v klečečem položaju, seveda lahko tudi stojite ali sedite. Roke držimo prosto ob telesu, tako da bodo dlani obrnjene proti vam. Komolec pa naj bo seveda malenkost pokrčen. Z izdihom sledi frontalni dvig do višine ramen, z vdihom se počasi vrnete v začetni položaj in utež spustite nazaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Tekom gibanja držite hrbtenico zravnano in napete trebušne mišice. Premik se izvaja samo v ramenskem sklepu, pazite, da ni zibanja telesa naprej in nazaj. Sedaj sledi pavza, utež preložite le v drugo roko in po pisku nadaljujemo z enakim gibanjem odmika roke naprej. Ohranjajte zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Če pri izvedbi trpi pravilna drža, nemudoma zmanjšajte obremenitev. Dvig naj bo malenkost hitrejši od spusta. Nikar ne dopustite, da vam roka takoj umahne dol. Pri tem zadržite napetost mišic. Dihajte skladno z gibanjem, izdih pri dvigu in vdih pri spustu. Odložite utež, stresite roke, pred nami je že peti par, vaja upogib komolca z obračanjem. V roko ponovno pograbite utež, spustite ob telo, dlan pa obrnite proti telesu. Nadlahti držite na mestu, ko napravite upogib komolca in utež približate prstnemu košu. Takrat tudi postopoma zavrtite zapestje navzgor. Z vdihom odvrtite zapestje in roko vrnite nazaj v začetni položaj. Poskrbite, da komolcev ne premikate naprej in nazaj, ampak da jih držite na mestu. Upogib izvedete samo v komolčnem sklepu. Sedaj sledi pavza, utež le preložimo v nasprotno roko in ponavljamo enak ritem gibanja. Komolec držite ves čas na mestu, brez premikanja naprej in nazaj. Še vedno ohranjamo zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Ponovno smo pozorni, da ne dvigamo uteži previsoko, saj tako razbremenimo napetost biceps mišice.
Pred nami je še zadnji par, ki ga bomo napravili v 2 intervalih v tem treningu. Hammer curl oziroma vaja zabijanja žebljev. Vajo lahko ponovno izvajate stoje, kleče ali sede, pri tem pa ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. V roko pograbite utež, dlan pa naj bo obrnjena proti telesu. Komolec tekom gibanja ponovno zadržite na mestu. Z izdihom pokrčite roko in utež približajte proti prsnemu košu. Opogib napravimo samo do točke, da zadržimo napetost v biceps mišici in ne dvigamo previsoko. Z vdihom roko počasi spustimo proti nogi in se pripravimo za vnovično ponovitev. Sedaj sledi pavza, po pavzi enako ponovimo še z nasprotno roko. Poskrbite za zravnano držo hrbtenice, odprt prsni koš in napete trebušne mišice. Telo tekom gibanja ostaja napeto kot struna, brez zibanja naprej in nazaj. Pri spustu počasi spustite roko nazaj v začetni položaj in ne dopustite, da roka omahne proti nogi. Če je utež pretežka, raje zmanjšajte težo in zagotovite pravilno izvedbo. Ustvarite ritem gibanja, katerega lahko držite od začetka do konca skladno z dihanjem. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi nas čakajo samo še 3 finalne vaje, te pa bomo izvajali enojno in bomo vsako roko pograbili utež. Pa kar lezimo na tla in se pripravimo za vajo skull crushes oziroma ekstenzija komolca v ležečem položaju. Hrbet pri tem stisnemo trdno v tla, roke iztegnete proti stropu in držite neposredno nad prsnim košem z nevtralnim oprijemom, tako da so dlani obrnjena ena proti drugi. Z vdihom pokrčite komolce in uteži spustite za glavo. Ramena in komolce pri tem zadržite na mestu. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj, tako da iztegnete komolce, vendar ne pretiravate z ekstenzijo. Ramena, komolci in zapestja naj bodo poravnana v ravni liniji. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga in to je super vaja za triceps mišice. Do konca nas ločita natanko še 2 vaji, še vedno ostajamo v ležečem položaju za vajo imenovano Tate Press. V vsako roko pograbite utež in jo dvignite neposredno nad ramena, tako da bodo vzporedne s tlemi. Dlani pa obrnite naprej, hrbet pa stisnite trdno ob tla. Utež se na notranji strani med seboj dotikata in to je vaš začetni položaj. Z vdihom spustite utež naravnost navzdol nad prsni koš. Nadlahti zadržite na mestu, komolci pa naj bodo usmerjeni naravnost navzven. Z izdihom počasi obrnite gib in se vrnite v začetni položaj za vnovično ponovitev. Pred nami je še zadnja pavza in zadnja vaja v tem treningu, vaja imenovana ekstenzija komolca. Vaje lahko ponovno izvajate stoje, kleče ali sede. Vsako roko pograbite utež, roko dvignite proti stropu in držite vzporedno zraven glave. Z vdihom pokrčite roko in uteži spustite za glavo, komolec pa zadržite na mestu. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj, vendar ne pretiravate z ekstenzijo komolca. Tekom gibanja ohranjajte zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Delajte počasi in kontrolirano, skladno z gibanjem. Še malo in konec.
Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in v telo vnesti zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda, če si upate, ponovite to še enkrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih seveda želeli videti več, pa mi pišite spodaj v komentarje. Le tako lahko vem, kakšne vsebine so vam všeč. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu seveda podariti like. In če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to hitro zdajle. Saj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro naročiti. Predtem pa stisnite zvonček, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. Do naslednjega tedna, pa čau!